Spoštovane gledalke in gledalci oddaje Dobro je vedeti. Danes vam bomo predstavili delovanje lutkovne skupine Lučka iz Trbovelj. V ta namen smo v studio povabili gospo Bredo Piškur iz Trbovelj. Gospa Breda Piškur, en lep pozdrav v našem studiu ETV. Lutkovna skupina Lučka iz Trbovelj deluje že vrsto let. V glavnem ste lutkarice, kolikor mi je znano, če pa ne drži, me pa popravite, upokojene vzgojiteljice, učiteljice. Ja, naša lutkovna skupina Lučka šteje 24 članov. Od tega je nekaj podpornih članov, nekaj članov pokličemo, kadar jih potrebujemo, aktivnih trenutno pa nas je kar 15. Ste v glavnem upokojene vzgojiteljice ali je še to kdo drug tukaj zraven? Ja, v glavnem so vzgojiteljice. Ko smo pa pravzaprav nadaljevali z upokojitvijo 6 nas vzgojiteljic, smo se intenzivno lotile nadaljevanja našega lutkovnega sveta in delovanja. Začutile smo potrebo, da bi še delovale za otroke in delale z otroki, in to nam je v veselje. Saj ti otroci dajejo tisto pozitiven elan in energijo, da lahko nadaljuješ še naprej in da se ne čutiš odveč. Kdaj, katerega leta se je pa pravzaprav vse skupaj začelo? Delujete kot društvo, skupina? Kako je bilo z vašo ustanovitvijo pravzaprav? Začelo se je pravzaprav pred 52 leti v Delavskem domu, ki je bila še Svoboda center, ko je Zvone Jamnik in Cveto Lobnikar sta naredila majhen lutkovni oder, naredila lutke in takrat so začeli orati ledino naša še dosedanja članica Marja Kužnik, Vera Gabriel, Marička Panko, potem Potočan in Jani Kužnik, ki je tudi režiral in tudi izdeloval lutke. Vendar vse ni steklo tako, kot so mislili pri Svobodi center, zato so lutke preselili v vrtec Trbovlje. V vrtcu Trbovlje je pa začela delovati ta skupina, kjer so bile v skupini pretežno vzgojiteljice. Moram omeniti, takrat je bila Vera Gabriel, Tatjana Lapin, Mira Opresnik, Marička Panko, Marja Kužnik, Marinka Bučar. Prva predsednica lutkovne skupine je bila Marja Kužnik, potem je prevzela vodstvo Marička Panko, Marinka Bučar in potem se je to nadaljevalo vse do danes. Kje so pa danes vaši prostori in kje se v bistvu danes srečujete? Kje vadite? Kje je tista vaša točka, kjer ustvarjate? Dolga leta smo delovali v vrtcu Trbovlje. Imeli smo tudi vaje. Z ustanovitvijo Zveze kulturnih društev smo se pa preimenovali, smo šle pod kulturno društvo in tako smo zdaj registrirano društvo Lutkovna skupina Lučka. Prostore smo imeli v zaklonišču v Barbari. Vsa leta smo tam izdelovali lutke, sceno, vendar s porastom števila otrok ni bilo več možnosti za vaje. Lutkovni oder je bil prevelik, zato smo se preselile v Delavski dom, ki so nas prijazno povabili, in zdaj imamo prostore v Delavskem domu, v Rudarskem domu, kjer imamo skladišče lutk in pa tudi prostor za lutkovne aktivnosti. Se pravi, vse vaje, govorne vaje, izdelava lutk, izdelava scene, vse poteka sedaj tukaj na tem prostoru? Ja, vse poteka zdaj v Delavskem domu, v Rudarskem domu. Za neko lutkovno predstavo lahko potrebujemo le eno lutko in eno osebo, recimo, ampak ponavadi, če je predstava večja in bolj dodelana, pa to pomeni mnogo več rekvizitov, oder, sceno, luči. Kako je s to opremo pri vas? Kako in na kakšen način si za vsako predstavo zagotovite takšno opremo, lutke, sceno? Lutkovne predstave se začne pravzaprav pri izbiri teksta, pri izbiri lutke, potem lutkovni oder. Iz majhnega paravana smo se zdaj modernizirali in imamo večji lutkovni oder, ki ga lahko prevažamo.
Iz sredstev, ki se prijavljamo tudi na javne razpise, smo pridobili nekaj sredstev, tako da smo kupili si vso opremo, od lutkovnega odra do reflektorjev, reostata, potem zdaj smo si kupili še ozvočenje, tako da imamo opremo, zelo bogato smo opremljene. Torej, nimate težav, kadar potrebujete določeno zvrst opreme, je ta tukaj pri vas na mestu in jo lahko tudi uporabite. Vaše lutke so v Trbovljah zelo dobro poznane, namenjene so predvsem otrokom. Kdo torej lutke izdela v vaši skupini in od kje prihajajo te ideje za lutke? Torej, iz samih zgodb, pravljic ali iz vaših izmišljenih zgodb, oziroma tisto, kar ve, napišete teksta, se navežete morda najprej na tekst, pravljico, na pripoved, ali morda uberete kdaj tudi drugo pot, da se vam porodi ideja o neki lutki in potem spišete nek tekst. Kako poteka ta izbira in ta pot od osnove naprej? Različno. Ker smo vse vzgojiteljice in poznamo doživljanje, čustvovanje otroka, znamo prilagoditi tudi tekste. In pri izbiri tekstov se vedno vključujemo otroke. Njegovo čustvovanje, njegove reakcije, saj otroci preveč gledajo teh nasilnih risank in naše vsebine so nenasilne, prijateljske, tovariške. Delček vzgoje je v naših predstavah. Vse naše predstave so vse avtorske. Ne izbiramo drugih tekstov, ker izhajamo iz otroka in potem, ko se porodi ideja, se to tudi napiše. Naša zgodbice, priredbe piše naša članica Marinka Bučar, ki jih je v teh 5 letih, ker smo res aktivne, napisala kar 15. Tako da so to čisto avtorske predstave, kakor so tudi avtorske naše lutke. Torej, kdo izdeluje lutke? Lutke izdeluje, vsa leta smo jih izdelovali vzgojiteljice. Ostale, upokojene vzgojiteljice, ki nam pravijo tudi babice, smo ostale pa na teh pletenih lutkih, ki nam jih je, še ko smo delovali v vrtcu, svetovala profesor Breda Varl, profesorica na pedagoški fakulteti, s tem, da so lutke večje, da uporabljamo roko, da lahko ta lutka več giba, več prikaže in ta material volna je topo, raznobarven, neobčutljiv, tako da naša skupina ostaja pri teh lutkah. Kdo pa pri vas postavlja sceno za lutkovno predstavo? Sceno postavljamo se mi. Mislim pa, da pri teh živahnih lutkah scena sploh ni pomembna. Ker če je scena pisana, bogata, otroci lutk sploh ne vidijo. Tako da mi ostajamo pri črnem paravanu, da so lutke vidne in sceno okrasimo samo z določenimi grmički ali z drevesom, uporabljamo pa rekvizite, ki jih lutke lahko z njimi delajo. Kdo pa vodi ali pa usmerja učenje teksta, ki ga uporabite pri predstavi? No, to vodi naša mentorica, ki je tudi režiserka Marinka Bučar. Ona tudi tekste napiše, tako da nas ona usmerja in karikira. Teksti se spreminjajo, tekst je napisan, ampak končna izvedba je pa čisto drugačna včasih, kot si je predstavljala. Se pravi, kar ena množica strokovnih znanj je potrebna za to, da lutkovna predstava na koncu izgleda tako, kot mora izgledati in da ima učinek na gledalce, se pravi na otroke. Katera strokovna znanja še potrebuje takšna lutkarska skupina? Na vsak način. Mi smo imeli, že prej nam je omogočil Vrtec Trbovlje, Zveza kulturnih društev, Javni sklad, ogromno izobraževanja. Izobraževanja svetovnih lutkarjev. Tako da lutkar ne postaneš čez noč.
veliko znanja, veliko vaje in pa veliko da se vživiš, entuzijazma, da se vživiš v tisti lik, ki ga igraš. Kako si pa razdelite vloge med seboj? Zna vsaka od vas članic odigrati vsako vlogo ali je morda katera bolj ekspert, tako da rečem, za nek lik z drugimi lastnostmi ali kako naredite ta izbor? Ja, ta izbor je tako, ko je tekst napisan, ko imamo bralne vaje, beremo vsi. In potem vsaka vidi, pravzaprav in režiserka tudi, kje vidi tisto igralko, za katero lutko bi igrala. Tako da bralnih vaj je veliko in šele potem, ko že obvladamo branje, ko že obvladamo tekst, se pa šele odločamo za lutko. In potem pa je najbolj pomembna animacija. In koliko časa nastaja takšna lutkovna predstava? Koliko vaj je v tem, koliko vaših srečanj, časovno tako bi rekla, en mesec je verjetno premalo, 2, 3, pol leta? Ja, zdaj bom tako rekla, ko se dogovorimo za predstavo, preden se predstava napiše, potem bralne vaje, izdelava lutk, ker to sem pozabila povedati, te pletene lutke izdeluje naša članica Ida Trček. Ona je zelo dobra plete in uživa v tem, tako da vse lutke so pravzaprav njen izdelek, dopolnjujemo pa članice. Koliko je torej aktivnih članic lutkaric? Aktivnih članic nas je trenutno 6, pripravlja pa se skupina mlajših vzgojiteljic, ki bodo konec oktobra ali pa v začetku novembra predstavile premiero svoje prve predstave Juha, ki iz buce skuha. Ravno to sem hotela vprašati, kako je s podmladkom? Torej, ve ustvarjate bolj z lutkami, ki so pletene, tako kot smo do sedaj povedale in predstavile. Mlajši, ki pa prihajajo, imajo pa verjetno nova znanja, nove ideje, neke nove spodbude. Želeli bi si morda kaj več, torej sprejemate v to svojo skupino, lutkovno skupino Lučka, tudi mlade, ki bi se želeli udejstvovati na tem področju? Na vsak način se zdaj deluje ta skupina, ki pripravlja lutkovno predstavo z drugačnimi lutkami, s kaširanimi lutkami. Režiserka in avtorica te predstave bo Maja Kuhar, mlada članica, ki imamo že zelo dobre izkušnje z njo, saj je pred 2 leti režirala lutkovno predstavo za odrasle Lorelaj in vesele smo, da bodo nadaljevale naše delo. Torej, kako lahko nekdo pride k vam za lutkarja, koga naj poišče in kaj od njega v bistvu pričakujete? To sem že povedala, da lutkar ne postaneš čez noč. Sprejemamo nove člane na vsak način, ampak najprej je treba, da spozna, kaj pravzaprav počnemo, potem pa veliko izobraževanja in jaz upam, da bomo tudi pridobili sredstva, da bomo te mlade usmerjali v lutkovno dejavnost, saj je to nepopisan svet, bogate domišljije, da bodo nadaljevali z našim delom. Tukaj sva s seboj v studio prinesli oziroma ste s seboj pripeljali kar nekaj lutk, teh pletenih, ročno izdelanih. Pa povejva, tole, kar je v vašem naročju, je? To je pa naš kuža Runo iz zgodbice Snežene želje, to smo za novo leto igrale. Je bil čuvaj ovčk in je reševal situacijo. Se otroci, ki so videli to predstavo, ga poznajo. Tako da to je ena lutka, ki je ročna lutka, ampak drugačna, kot so bile ročne lutke prej. Otroške lutke so male. To so otroške lutke, ki jih imajo otroci doma in v igralnici. Za večje prostore pa smo potem morali narediti večje lutke, s tem, da so vidne in da na tem našem lutkovnem odru otroci lahko sledijo zgodbici. In da pridejo do izraza. Da pridejo do izraza. Tole je kdo? To je pa ptiček. To je pa iz pravljice Razbojnik z rumeno liso, tudi novoletna pravljica in
zelo prijetna. Pa poglejva še naprej, tukaj imava enega možakarja. To je policist. To je policist iz lutkovne predstave Čarovnik in ko lovi vesoljčka Pipa. In ta policist rešuje situacijo. To je malo drugače, ni rokavic zraven, ampak je roka, ko lahko piska, lahko se poboža, lahko se potreplja. To so te naše lutke. To je pa Murenček iz zgodbice Bubine dogodivščine, to je pomladna, zraven so še metuljčki. Veliko jih imamo teh lutk, ki jih imamo spravljene v arhivu. Ste jih kdaj prešteli? Ja, teh pletenih lutk je 25 in arhiv še dopolnjujemo. Tako da, ko pripravimo zgodbico, se dopolnjuje arhiv in te lutke lahko uporabljamo še naprej. Takole, zdaj bova pa našim gledalkam in gledalcem pokazali posnetek, kakšne lutke vse obstajajo v vašem arhivu, da si malo pobliže pogledamo in sploh ustvarimo sliko, kaj te lutke v bistvu pomenijo, predstavljajo in kako izgledajo.
V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki ne vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Že smo nazaj v oddaji Dobro je vedeti, z menoj v studiu pa Breda Piškur iz lutkovne skupine Lučka iz Trbovelj. Videli smo lutke z vaše razstave ob 50. obletnici. To je kar ena taka častitljiva doba. Ja, to je, predstavili smo zbirko lutk, ki so bile narejene vseh teh 50 letih. Začelo se je z lesenimi glavami, nadaljevalo se je z lutkami iz pene in vse te lutke so spravljene v arhivu vrtca Trbovlje. Vse lutke so izdelovale vzgojiteljice, predvsem je bila aktivna Marjana Jere, ki je bila tudi dolgoletna predsednica. Veliko lutk je bilo dotrajanih, uničenih, ampak velik arhiv pa smo uspele ohraniti in da zdaj lahko z njimi igrajo tudi po vrtcih. Se pravi, 50-letnico ste praznovali oziroma obeležili pred dvema letoma. Me pa zanima, v tem dolgem času delovanja ste verjetno bili tudi kaj pohvaljeni, nagrajeni, kako je z Zlato Linhartovo značko? Ja, leta 1989 smo dobile nagrado na 20. srečanju lutkovnih skupin za predstavo Deževnik Maxi, žvečilni gumi. Potem 90. leta pa smo dobile Zlato Linhartovo značko, ker takrat smo pripravljali v okviru novoletnih praznovanj. V vseh enotah so bile lutkarice, smo pripravili tako novoletne predstave. Vsak vrtec je imel svojo predstavo. Marjetka, Ciciban, vrtec Barbara in Kekec, kjer so bili takrat prisotni tudi starši lutkarji, pa smo igrali predstavo Pekarna Mišmaš. In za kvalitetno interpretacijo in kvalitetno likovno podobo smo dobili takrat Zlato Linhartovo značko. Prejeli smo tudi še veliko pohval na sejmu Vse za otroka za predstavo Pujskov gozdiček. Potem sodelujemo tudi redno na vseh srečanjih lutkovnih skupin, ki jih organizira javni sklad, in potem gremo tudi naprej, v Cerknici smo igrale, tako da pohvale se kar vrstijo. To pomeni in to nam daje še večji elan. Veliko spodbudo za delo naprej. Kako pa je z glasbeno podlago vaših lutkovnih predstav? Kdo vam pripravi glasbeno podlago, ali igrate brez glasbe, z glasbo, samo z inserti? Ja, veliko predstav smo zaigrale same. Mogoče glasbeni vložki jih dajemo in tekste napišemo, potem same in pojemo. Veliko je za nas napisal tudi pokojni Jože Škrinar. Zdaj pa se pri teh kratkih insertih, pri napovedih, pri prihodih, poslužujemo glasbe, in nam vedno svetuje, se posvetujemo s profesor Ido Virt, da se stilno, da se ujemajo te glasbeni vložki. Kje
vse igrate vaše lutkovne predstave za otroke. Kje vas lahko vidimo? Kje nastopate? Nastopamo vse povsod. V naši lutkovni sobi v Delavskem domu imamo te matineje. Sodelujemo tudi v matineji Delavskega doma Trbovlje. Vključene smo v abonma Zveze kulturnih društev Trbovlje. Zdaj smo prišli tudi do Ljubljane in prihajamo v vrtce v Ljubljani, kjer imajo ta kulturni abonma. V knjižnici Litija bomo v oktobru s predstavo sodelovali. Imamo pa že kar pripravljeno že za drugo leto te abonmajske predstave, tako da smo kar zasedene. Trenutno pa se pripravljamo za Cankarjev dom, kjer bomo 1. decembra za Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, sekcija Trbovlje, zaigrali tudi lutkovno predstavo Deževnik Max. In pa povabili so nas tudi EU državljani, mislim ta mreža Mama, ki imajo posvet v Cankarjevem domu, da malo popestrimo njihovo dogajanje in bi s kratkim insertom tudi zaigrali eno predstavco. Super, dela vam ne zmanjka, že v letu 2014 so plani in načrtovani dogodki. Ste pa torej s to lutkovno oziroma s predstavo Lorelaj, ki je bila namenjena odraslim, tudi igrale oziroma nastopale v Cankarjevem domu. Za kakšno predstavo je torej šlo in kako ste se odrezali? No, to je bil en izziv za nas, ker mi smo vedno igrali za otroke. Na pobudo mlade članice Maje Kuhar, ki je režirala, izdelala lutke, pa smo se tudi lotile tega izziva in s to predstavo sodelovali v Cankarjevem domu, vse povsod, mislim, tudi na regijskem in republiškem srečanju smo bile lutkovnih skupin in poželi smo kar veliko pohval. Ja, menda je bila strokovna komisija zadovoljna z vašim delom, tako kakor sem jaz izvedela, sploh zato, ker ste pokazali nekaj drugačnosti, izvirnosti, stopile ste izven okvirov klasične lutkovne predstave, pravzaprav ste same odigrali dobršen del predstave, ne? Lutki sta bili samo 2. Lutki sta bili 2, ostalo smo bile tudi lutke, vendar drugačne, kot so jih navajeni gledalci. To je bil res en izziv in zelo smo bile zadovoljne. Kakšne so pa kaj povratne informacije o vaših lutkovnih predstavah? Kaj porečejo otroci po koncu predstave, kaj porečejo starši? Največji ocenjevalci so otroci. Otrok, ki sledi predstavi, ki sodeluje, vemo, da je zadovoljen. Če pa pride v dvorani do nemira, pa vemo, da predstava ni primerna. Starši so posredni ocenjevalci, otroci so pa čist neposredni. Tako da mislim, da je odziv kar dober. Saj se prilagajamo starosti in pa tudi trenutku predstave, ki jo izvajamo. In s kakšnimi besedami otroci opišejo svoja doživetja? Kaj porečejo? Znajo ubesediti tisto, kar občutijo ob lutkovni predstavi? Znajo, mislim po izkušnjah, tudi ko nam pripovedujejo vzgojiteljice in ko nam starši pišejo na naš Facebook profil, vidim, da so zadovoljni. Tako da otroci pravijo, ful je bilo fajn. No, na to sem mislila napeljati, ne? Ali znajo ubesediti potem tudi kako drugače ta svoja občutja, ali še tako povejo, ne? Malo po svoje in po angleško. Imate tudi prikupno zloženko lutkovne skupine Lučka iz Trbovelj. Tale prva slikica je kaj? To je lučka, to je naš emblem, naš prepoznavni znak, ki so ga pravzaprav izbrali otroci v vrtcu. Ker lutkovna skupina se je v vrtcu najprej imenovala Marjetica.
Potem pa, ko smo začeli hoditi v gledališče in ko je bilo vse tako svečano, ko se je prižgala luč, so otroci rekli Lučka. In tako smo nekako obdržali tudi to ime, tako da Lučka ostaja še naprej. V zloženki so opisane vaše predstave, tudi s fotografijami lutk, tudi kontakt je zadaj, vaš kontakt, ne? Torej kamor lahko zainteresirani, ki bi se resno želeli ukvarjati s to dejavnostjo, morda tudi pokličejo, pišejo in se pozanimajo, kako vsa stvar deluje. Morda pridobite kakšnega novega člana tudi, da ne boste same članice. Imate kakšnega člana? Imamo 5 moških. No, to je pa lepo slišati. Ki jih uporabimo, Dedek Mraz ali Božiček, potem imamo hišnika, potem različne od šoferju, kadar kaj potrebujemo, to so naši člani, ki nam vedno priskočijo na pomoč. No, tako, to je lepo slišati, morda pa tudi kakšen mlajši pride prav s kakšno novo idejo. Zdaj pa mene zanima, nekaj sva že povedali o prihodnjem delovanju lutkovne skupine Lučka, kaj načrtujete, da ste že v letu 2014 s svojimi predstavami, pa vedno povemo še to, kako si predstavljate to svojo prihodnost, kaj si želite za lutkovno skupino Lučka v bodoče. Kaj si želimo? Da bi me, babice, kakor nas mreža Mama imenuje super babice, še lahko delale naprej, da bi imele še toliko energije, da bi upeljale mlajše in da bi nadaljevali naše delo, ker cilj nam je tudi, da bi pridobile skupino otrok, da bi že pri otrocih začele graditi lutkarje. In odnos do lutkovnih predstav, do pravljic, do animiranja. In ta namen imamo v novembru odpreti delavnico in povabiti otroke od 5 let naprej, mogoče pa pridobimo kaj novih lutkarjev, da bi zaigrali in potem tudi delovali naprej. Takole, najin pogovor se je nekako iztekel v teh dobrih željah, v planih, načrtih za prihodnost, tudi s povabilom mlajšim, da sodelujejo, da pridejo, da se pokažejo, da prinesejo svoje ideje. Vam, gospa Breda Piškur, se najlepše zahvaljujem, da ste prišli v naš studio ETV. Gledalkam in gledalcem pa želim naprej še lep večer.